Lepo pozdravljeni. Izgradnja prizidka Valvazorjeve knjižnice Krško dobro napreduje. Kletni prostori so gradbeno dokončani, trenutno potekajo betonska dela v pritličju objekta. V starem mestnem jedru Krškega pospešeno poteka gradnja prizidka Valvazorjeve knjižnice. Lahko rečem, da projekt gradnje nove knjižnice napreduje skladno z načrti. Trenutno potekajo betonska dela, se pravi že v nadgradnji, se pravi v pritličju. Kletni del je praktično gradbeno končan. Vrednost prve faze investicije znaša 4,4 milijona evrov. V sklop te prve faze gradnje bo potem šla tudi rekonstrukcija starega zidu, se pravi vmesnega obzidja, in po vmesnem obzidju naj bi načrtujemo tudi izgradnjo postajališča za ta avtobus, ki je torej potujoča knjižnica za celotno Posavje, tako naj bi bilo potem njegovo počivališče oziroma mesto, kjer se bo potem tudi vršila menjava knjig. Prva faza objekta naj bi bila končana januarja naslednje leto, druga faza, ki bo obsegala obnovo samostana, pa bo prišla na vrsto po dokončanju prve faze gradnje. V naši knjižnici smo res veseli, da gradnja poteka tako, kot poteka. Iz občine imamo informacijo, da vse poteka prav po terminskem planu, tako da smo res veseli in se veselimo aprila 2022, ko naj bi prizidek bil končan in naj bi mi šli v te prostore. Seveda pa bomo še bolj veseli leta 2023, ko bo prenovljen še samostan in bomo imeli res knjižnico odprto za uporabnike in nudili vse, kar sodobna knjižnica mora ponujati. Kot še dodaja direktorica Valvazorjeve knjižnice, bo prizidek skoraj v celoti namenjen uporabnikom, z naložbo pa bodo pridobili dodatnih 1600 kvadratnih metrov površin. V bistvu pripravljamo gradivo, pripravljamo vso tehnologijo, ki jo seveda bo potrebno nekaj dokupiti, nekaj prestaviti in pa v bistvu ves čas razmišljamo, kako bomo v tem vmesnem času, ko bo prizidek že končan, pa se bo samostan še adaptiral, kaj vse bomo morali postoriti v tem vmesnem času in kako delovati takrat. Na gradnjo prizidka in na občasen hrup so se že privadili, dodaja Lobnikar Paunovičeva, saj vedo, da bo pred njimi kmalu stala nova knjižnica, ki so jo čakali več kot 20 let. V Posavju je že dober teden dovoljena strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov. Gostinci so se dobro pripravili, nekateri so čas zaprtja izkoristili za prenovo. Poskusno obratovanje lokalov sicer sprejemajo z mešanimi občutki, saj je obisk močno odvisen od vremena. Pravila, po katerih so odprli vrtove in terase, so znana. Razkuževanje pred vstopom in izstopom, do 4 za isto mizo, ustrezna razdalja. Postavitev miz in stolov so se razveselili tako gostinci kot gostje. Super, vsi veseli, da se vidimo spet, druženje pa tako naprej. Naši občutki so dobri, pričakovani, ljudje so nas dobro vzeli nazaj med svoje, tako da obisk je bil zelo lep. V teh pogojih je obisk seveda močno odvisen od vremena, a naša sogovornica opaža še nekaj. Narod se je odvadil v gostilne hoditi. Gostinstvo je bilo že v prvem valu epidemije ena najbolj prizadetih panog, jeseni pa so bili znova primorani zapreti svoja vrata. V pivnici Apolon so ves čas nudili dostavo ali osebni prevzem hrane, korona čas pa so tudi izkoristili za ureditev terase. 3 mesece smo prenavljali teraso, tako da bomo to lahko lepše delali, boljše, kvalitetneje. Zadnje leto je bilo za marsikoga, ki se ukvarja z gostinstvom, eno težjih. Seveda si želijo, da bi se razmere kmalu povsem normalizirale. Ja, upam, da bo šlo na boljše. Ja, jaz upam, da se bo stanje izboljšalo in da bomo lahko delali naprej, tako kot je bilo pred korono. Člani občinskega sveta občine Sevnica so na seji v odločanje dobili predlog cen izvajanja storitev javne službe za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki, ter sprejeli potrjene in zaračunane cene, ki ostajajo na praktično enaki ravni. Cene komunalnih storitev se na podlagi določil državne zakonodaje vsako leto usklajujejo na podlagi elaboratov o oblikovanju cen za vse obvezne gospodarske javne službe. Za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki. Letos v občini Sevnica večina cen komunalnih storitev v primerjavi z lanskim letom ostaja nespremenjena. Nekatere se nekoliko spreminjajo, najbolj pa je v tem času nekako
izpostavljena sprememba pri oblikovanju cen smeti. Cena se ne spreminja, dejansko so se pa količine odpadkov v tem letu, verjetno tudi zaradi korona krize, povečale, tako da se je spremenil normativ. Uskladili so tudi cene na 24-urni dežurni službi v sklopu pogrebne in pokopališke dejavnosti. Skupna cena oziroma vrednost v okviru občine se ne spreminja, se pa zmanjšujejo razlike med posameznimi pokopališči glede na njihovo lokacijo. Kajti občina in komunala smo skupaj pristopili tudi k enotnemu urejanju objektov in pokopališč. Tudi tisti, ki so bili nekoliko podhranjeni pri urejanju in vzdrževanju, so sedaj nekako pospešeno posodabljani, urejevani, kajti to so le objekti, ki so ogledalo kraja in v tem ocenjujemo, da je to nujno potrebno. Občinski svet je prav tako sprejel odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Sevnica, ki v glavnini pomeni uskladitve s spremembami zakonodaje. Do naslednje obravnave predloga bo občinska uprava pripravila še nekaj strani občinskega sveta predlaganih korekcij. Nuklearna elektrarna Krško je v februarju proizvedla dobrih 491 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje skoraj 467 tisoč megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,6% večja od načrtovane, ki je bila 460 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v februarju segrevala povprečno za 1,1 in največ za 1,8 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so uskladiščili 6,2 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Kot smo že poročali, občina Krško nadaljuje z izvajanjem participativnega proračuna. Za leto 2022 je po sklepu občinskega sveta na voljo skupno 210 tisoč evrov za 7 območij, za vsako po 30 tisoč evrov. Občani lahko do 15. aprila predlagajo projektne predloge. Participativni proračun, ki so ga v občini Krško prvič uvedli leta 2019, je mehanizem vključevanja občanov v odločanje o porabi dela proračunskih sredstev. V letošnjem letu smo se odločili, da bomo za to namenili 210 tisoč evrov, torej izvedba tega pa se bo izvršila v letu 2022, medtem ko smo za leto 2021 predvideli nekaj nižji znesek, okrog 140 tisoč evrov. Sredstva bodo, tako kot je bilo to doslej, proporcionalno razdeljena na 7 območij. Vsako področje predvidenih približno 30 tisoč evrov za različne projekte, ki jih bodo predlagali občani in bodo potem preko komisije in po postopku nazadnje izbrani in tudi potem izvedeni. Kot je dodal Stanko, so sicer v participativni proračun tekočega leta na predlog občanov lani uvrstili 20 projektov. Teh pobud je kar precej, lahko rečem, da jih je bilo v lanskem letu 40, od tega je bilo 20 potem tudi sprejetih v izvedbo, tako da ljudje kar spoznavajo, da je to tudi del možnosti dela vpliva na razpored javnih sredstev in najdejo tudi ustrezne projekte za njihovo okolje. Predsednik komisije za izvedbo participativnega proračuna je ob tem povedal, da mora predlagani projekt prispevati k uresničevanju javnega interesa in izboljšanju bivanja. V bistvu mora biti projekt izvršljiv, da ni že uvrščen v katerokoli proračunsko postavko ali občine ali krajevne skupnosti, mora pa vplivati na kvaliteto življenja v kraju oziroma na tistem območju, ker je tudi predlagatelj. Petrovič je še dodal, da mora biti projektni predlog v okviru navedenega zneska. 10 tisoč je, če je omejeno samo na en kraj, recimo na določeno krajevno skupnost, če se pa krajevne skupnosti povežejo med sabo, pa lahko kandidirajo celo za projekte v znesku do 30 tisoč, seveda z davkom. Res je, da je v začetku bilo največ pobud, ki so šle nekje v smeri rekreacije, se pravi različni fitness prostori in podobno, vendar pa počasi prihajajo na dan tudi drugačne pobude, se pravi za različne manjše zadeve. Treba je vedeti, da je tukaj omejitev tako v višini zneska za posamezen projekt, se pravi največ do 15 tisoč evrov za en projekt, pa tudi, da tak projekt že ni uvrščen v neke načrte razvojnih programov, kot naprimer neke gradnje cest, avtobusnih postajališč in podobno. To seveda se ne
upošteva in tudi ni možno predlagati takih projektov, ker so tako že del rednih projektov. Občani lahko predloge oddajo do 15. aprila. Potem, ko zberemo te predloge, jih bo občinska uprava obdelala, pregledala in jih potem dala na glasovanje oziroma v obdelavo pristojni komisiji, ki bo preverila, ali zadostujejo kriterijem in merilam, ki so predpisane, in jih potem dala na glasovanje. Samo glasovanje bo potekalo v juniju, in sicer od 4. junija do 11. junija preko spleta ali pa na naslovu občine Krško v sprejemni pisarni, kjer bodo lahko dobili obrazce in glasovali. Kot še dodaja Čoparjeva, so izvedli vse lanske projekte, razen enega, ki še poteka, vendar bo, kot pravi, dokončan še v prvi polovici letošnjega leta. Dobro leto je že minilo, odkar je stekel promet po novi krški obvoznici. S tem se je uresničila napovedana velika sprostitev v prometu, kmalu pa naj bi se uresničila tudi napovedana obnova in ureditev ceste Krških žrtev. Po sprostitvi prometa po novi krški obvoznici prihaja na vrsto tudi prepotrebna prenova ceste Krških žrtev. Ta cesta CKŽ oziroma G1 v državnem upravljanju je seveda v zelo slabem stanju in kar nekaj časa smo si prizadevali, da bi prišlo do obnove te ceste. Lahko rečem, da so dogovori oziroma da aktivnosti potekajo v redu, zadovoljivo, in sicer naj bi torej v tem trenutku poteka projektiranje, oziroma tehnična dokumentacija, sama gradnja naj bi se začela v letošnjem letu in bi bila prva faza te gradnje dokončana nekje do naslednjega leta, sicer nekje do maja je predvideno, ampak upam, da bo to končano prej. Prva faza obsega obnovo kompletnega cestišča od krožišča na mostu do križišča pri pokopališču. Tukaj naj bi bila zgrajena 2 rondoja, nekoliko pa se naj bi spremenila tudi struktura same ceste, ker cesta se bi za približno pol metra zožila, s tem bi pridobili tudi cono za pešce in kolesarje. V drugi fazi naj bi nadaljevali z ureditvijo ceste od pokopališča oziroma stadiona do nakupovalnega središča. Se pravi, gre za obnovo v podobnem stilu tudi tam naj bi, seveda še tehnično ni povsem dorečeno, ampak naj bi se vsa križišča, ki so zdaj semaforizirana, nadomestila s krožišči. Zadnja, tretja faza pa naj bi obsegala ureditev ceste od krške hidroelektrarne do mostu, kjer naj bi se začela prva faza obnove. Sicer pa gre za precej velik projekt, ki naj bi veljal nekje okrog 6 milijonov evrov, prva faza pa nekje okrog 1,7 milijona evrov. Pri tem občina Krško prispeva približno 550 tisoč evrov svojega denarja za obnovo infrastrukture in pa pločnikov in vsega ostalega, kar sodi v pristojnost občine. Po obnovi prve in druge faze naj bi celotna cesta prešla v upravljanje občine Krško. Cesta Krških žrtev naj bi z obnovo postala mestna ulica z več površinami za kolesarje in pešce. Predsednik Borut Pahor je obiskal Brežice in se sestal s štabom civilne zaščite za Posavje. Predsednika republike so sprejeli župan občine Brežice Ivan Molan, poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnica civilne zaščite za Posavje Zdenka Močnik. Pahor se je seznanil z izvedenimi aktivnostmi civilne zaščite ob prvem in drugem valu epidemije. Predvsem se mi zdi, da je treba za verodostojno besedo naslavljati javnost za željo, da bi se cepilo čim več ljudi. Pravim s prijazno besedo, ki mora imeti tudi potrebno avtoriteto. Mislim, da največji učinek dosežejo ljudje, ki jim javnost zaupa. Zdravniki, znanstveniki. Drugič, mislim, da je potrebno upoštevati vse skrbi, ki jih ljudje rečejo, ko gre za cepljenje, da se ne sme nič podcenjevati, da je potrebno vse to na nek zelo ljubezniv način in strokovno podkovan odgovoriti. Mislim, da je vlada ravnala prav, ko se je odločila na osnovi zelo jasno izražene zaskrbljenosti ljudi spričo informacij o morebitnih stranskih učinkih pri cepljenju z AstraZeneco, da je za hip zaustavila cepljenje ter počakala na odločitev Evropske agencije za zdravila. Čeprav, kot razumem, je strokovna skupina menila, da v tem primeru ni dokazov o povezanosti cepljenja z nekaterimi zapleti.
vendar je vlada ravnala previdnostno in se mi zdi, da to pripomore k zaupanju javnosti v ravnanje pristojnih oblasti. Brežiški občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta potrdili letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021. Več v izjavi. Mogoče bi izpostavil glede investicij pri nabavi opreme, ki bo najdražja in seveda zelo, zelo potrebna. To se seveda kljub temu, da se civilna zaščita usposablja vsa leta, vse dneve praktično za namen tako potresov kot drugih naravnih nesreč, je potrebno, smo ugotovili, nabaviti tudi moderno opremo za iskanje zasutih ljudi v ruševinah. Tako da v letošnjem letu smo seveda nameravamo nabaviti elektronsko napravo za iskanje zasutih v ruševinah, tako nezavestnih kot ljudi pri zavesti, na podlagi bitja srca. Seveda gasilska oprema se bo nabavljala, mislite nabaviti v letošnjem letu 2 novi gasilski vozili. Občina Brežice namenja zelo velika sredstva še posebej za gasilsko zvezo oziroma prostovoljna gasilska društva v okviru Gasilske zveze Brežice. Lani je kupila 2 novi vozili, tako da tudi letos bo kupila 2 novi vozili. Seveda namen teh dajatev oziroma teh investicij je zagotavljanje varnosti, kajti vsi vemo, da je občina Brežice ena izmed najbolj ogroženih občin v Sloveniji. Kulturni dom Krško je minulo soboto v živo predvajal koncert Maje Kevca Maje z zasedbo Soul Crew. Prenos koncerta ste si lahko ogledali tudi na naši televiziji in spletni strani. Za konec pogledajmo še na splet. Spoštovani gledalci, hvala za pozornost, vabljeni v našo družbo tudi naslednji torek. Nasvidenje.